Jo, imamo. Zdravo, banda, gledate Osvežilno fronto in z nami je danes Džiza. Zdravo, Džiza. Zdravo. Govorimo o trapu, podžanru rapa, ki je star že cca 30 let, ampak nekako je s temi šuškavimi trenirkami preplavil slovensko sceno v zadnjih 2 letih. Odkot in zakaj se je sploh trap pojavil, generalno? Zametki trapa oziroma besede trap so stari 30 let. Jaz, po mojem, prvo, kar vem, je UGK leta 88. Trap je bil prostor, kjer so izmenjevali droge. V tej formi drugačnega hip-hopa med zahodnom in vzhodno obalo je obstajala Atlanta na jugu, ki je bilo bolj umazan in iz kjer so prihajali pač UGK, Outkast, Goody Mob itd. In oni so to besedo trap pol začeli zelo goniti kot ta prostor in iz tega se je pol počasi, ampak zanesljivo formiral nek žanr, podžanr, recimo hip-hopa, rapa, karkoli. Zares pojav trapa je pa zelo konec 90-ih na prelomu tisočletja in pol pojav Gucci Mane'a ali pa plošča T.I.-ja Trap Music, ki je pa po mojem 2003 ven prišla. Ampak zakaj trap? Ker je jug rabil neko svojo formo znotraj hip-hopa, ker so bili skozi malo bolj progresivni in ker je bilo tam še toliko več drog, toliko kasneje so čistili mesta, so rabili nek svoj žanr, svoj žargon, da dajo to ven. Jaz mislim, da oni niso šli delati žanra, ampak so se enostavno naveličali vseh teh samplingov, the 90s hip-hopa, soul, funk sampli. In so preprosto začeli pač s tem Rolandom 808 delati stvari in pač več hi-hatov, te razdeljene, razdrobljene in tako naprej. In so pač naredili nek svoj zvok, ne da ga bi šli, po mojem, tako organsko razmišljati o njem. Ko sem jaz gledala slovenske trap komade, sem pod enim prebrala komentar. Vse mi je čudno, tekst mi je čuden, glas mi je čuden, izvajalka mi je čudna, hkrati pa mi je všeč in mi ni všeč, mi pa dogaja. Razumem, da je to poslušalec, ki je v bistvu zamudil 15 let glasbe in potem v Sloveniji nekaj sliši, sploh v Sloveniji, ki je pojav tega čefurskega trepa, ki je mešal neke balkanijade in trepa in se v to ujeme ogromno nekih ljudi, ki poslušajo od Balkana do popa, do hip-hopa in jim je to nekaj novega, nek nov izraz in gre na živce, ker je nov, v bistvu je dost čip narejen na nek način, ampak ve, koga targetira, ne. Pol ga tukaj kupijo, ne. Ampak trap je v bistvu bil tudi kot ena do-it-yourself scena, ne? Ja, vse tako je bil vas hip-hop, prišel iz DIY scene, pač delati stvari v svojih sobah, ne rabiš mega studijev. Trap kot odvod tega je v časovnem intervalu lepo prišel noter, v bistvu, te raperske zgodbe, kako v bistvu lahko vse narediš sam doma v svoji sobi in samo enega pokličeš in ne rabiš niti soundati, nekaj spedenati in si že lahko to. Ti se potrudiš, da štekaš besedila? Meni je besedilo pri hip-hopu najbolj važna stvar, to pomeni ali pa rapu ali pa trapu, kakorkoli. Se potrudim, vem, da eni itak jih nočejo povedati, da eni samo pač neke asociacije ven potegnejo, pa pol, da se jim to rima ali pa tudi ne. Se zmeri potrudim nekako razumeti, če me stvar že drugače pritegne, ampak večina, ko že poznaš izvajalce, samo na hiter preskočiš, preskipaš, okej, ni presenečenja, gremo naprej. Ko praviš, da je trap trol? Trap kot žanr vsekakor je trol, ne. Ta original trap, ki je prišel, je še za objemu te drogeraške tematike zelo, potem pa, ko se je razvil in šel v mainstream, je ratal pa nek trol ali pa nek protipol, ne, vsem zgrajenim, lepo plastenim raperskim bitom in raperjem, ki so imeli in političen in zabaven in vse te statemente v enem, ne. In zdaj trap je več ali manj seveda fora in zajebancija. Ampak če je trap trol, a ni pa to najbolj logična glasbena zvrst oziroma glasbeni podžanr, ki ga zdaj imamo? Saj zato pa je v tem trenutku toliko močen, ne. Jaz mislim, da sta v bistvu trap in nek urbani pop najbližje trolu, ne. Založniške hiše iščejo čim bolj neumne tvite, o katerih bi folk govoril, samo zato, da ima, to je pač trap estetika in pač ti ne moreš nekega trasha ali pa napol trasha prodajati 10 let, je pa zmeri pač izraz nekega časa, od 80s synth-popa do ful enih stvari, do današnjega trapa. In se tudi vidi, da je šel že v EDM, da je šel že v bistvu v pop, da je že R&B trap, ne, kjer je v bistvu trap in se samo poje, ne rapajo več. Pa ne pričakuješ, da bo čez 10 let, kot Dylan, ki je dobil Nobelovo, da bo en trapper pol dobil za svojo intimistično poezijo? Lahko bo prišel kdo v Rock and Roll Hall of Fame.
Ampak to bo eden, ker oni iščejo v bistvu po žanrih nekoga, ki je zaznamoval nek moment, tako da, ko bo čas minil, bomo videli, ampak tle jaz vidim v bistvu trenutno samo Gucci Mane, ki bi lahko zgodovinsko ga umestili v nek prostor in čas in mu dali historično vrednost. Potencialno še TI, vse ostalo pa težko. V Sloveniji je pred cca 10 leti so se začele traparije, Morar je bil na sceni, ampak nekako se ni to prebilo v ospredje. Zdaj pa je trap, bolj kot ne, se tudi zdaj se pogovarjamo o njem, povsod. Kam ga bi ti dal? V mainstream ali alternativo in zakaj? Gladko v mainstream, s tem, da ima težavo, da nima radijske pozicije, recimo v Sloveniji, za tako glasbo. V nekem normalnem okviru bi to moglo biti v mainstream radiju, tako kot je v Ameriki, tako kot je po svetu. Je pa mogoče malo preveč preortodoksen, premalo dodelan, da bi zares prišel na mainstream radio, in po drugi strani preveč drugačen, da bi prišel na alternativen radio, ne, ker je res mogoče okleščen tako besedilno in tako naprej. Skratka, jaz mislim, da gre to gladko v mainstream, ampak v mainstream, ki ga v Sloveniji noben radio ne vrti. To pomeni, rezultati tega se vidijo na YouTubih in na streaming servisih. Tudi za ameriške stvari, trap, ki jih nihče ne rola, Drakea pri nas noben ne rola, recimo že tako. To je ta isti okvir, isto commercial klub ima trap večer, nima alternativen klub trap večera. Ekskluzivno selling point. Kar mi delamo je, ali se bo prodal ali ne. Jaz mislim, da te traperji so veliko bolj napedenani, kot so bili recimo raperji. Čisto osebna zgodba, v backstageu nekega kluba nov slovenski trap fenomen pride in se sekira, da ima en iste superge kot on. To pač jaz v življenju nisem videl. To pomeni, ta napedenanost je težko jo vežemo z nekim mrakom in z vsemi temi dogodki. Kaj pa se bo zgodilo s trapom čez leta? Bo ostal prisoten? Bojo mulci imeli potetovirane obraze še pri 50-ih in tako naprej? Jaz mislim, da boš čez 5 let, če imaš potetovirano faco in boš kot nek Little Pump zgledal absoluten kmet. Tako, ti si pa iz nekega drugega časa. Trap že pada dol globalno in tudi v Sloveniji v bistvu že pada, ampak v Sloveniji je ta čas pol malo daljši, tega padca. Ne bo se obstal, bo pa sigurno še kdo, ki bo iz trap viže prišel v svoj svet in to nadaljeval na svoj način. Kaj pa, če smo videli sam prestara, pa ne štekava? Jaz ne vem in upam, da ne. No, ampak vseeno je pa en vidik, ki ga ne moramo zanemariti, pa dejansko, da je komerciala tudi v tujini pograbila trap, polarizira žanr. To je od zunaj pač vezano na pop kulturo. Te rumeni mediji, ki v bistvu veliko delajo za trap, ker te ljudje so pripravljeni narediti 100 neumnih tweetov, pa Instagram postov, pa vsega, in se grejo v bistvu komercialo, Se pač Cardi B, ki jo eni celo v trapu vrščajo, pač ona se ima za pop izvajalca, Tudi, ne vem, Little Uzi Vert se ima za pop izvajalca, je urban pop, ne grejo, nimajo sploh več to, mi smo rap estetika ali pa hip hop, tako to je to. To je to. Od spodaj lahko komentirate, če vi poslušate trap ali pa če ga ne. Zakaj? Imaš še ti kako vprašanje? Ne. Njega nič ne zanima. On vse ve. Tako da, to pa pošerite pa polajkite, če vam je všeč. Adijo. Čau.